Dragi VBO, imam ogromno enih vprašanj in podvprašanj, začel bi pa kar s prvim. Zakaj je tako obetavan event, kot je VBO Starfight 2, bil odpovedan? Dobili smo zelo skopo obrazložitev z vaše strani. Mislim, da si zvesti gledalci tega eventa, potencialni zvesti gledalci tega eventa, zaslužimo konkreten odgovor in konkretno obrazložitev. Namreč, če sem dobil neko PVT sporočilo od enega od nastopajočih, naj bi se zataknil pri financah, zdaj ne vem, res me zanima, a je to, ali je kaj drugega, ali je problem z dobavo ščetkic, ne vem. Kot je razvidno iz tega pogovora med mano in Anžetom, se očitno zataknil pri denarju. Moje vprašanje je sledeče. Glede na to, da je toliko kart bilo že v bistvu prodanih in da je ogromno enih sredstev prišlo z vseh strani, tudi z vaše strani, verjetno glede na to, da se sponzor in organizator dogodka, me zanima, ali je to res in če je res, zakaj je tak problem plačati nek znesek, vsaj minimalen, za vse te nastopajoče in potem vsaj imate nek razlog, da jim date neko pogodbo, ki se podpiše, da v primeru, da nekdo skencla, zajebe, da pač denarno odgovarja. Ali ste res šparali na vsemu? Res me zanima to. Prosim za odgovor. Zdaj, jaz sem ogromno enih teorij slišal, naj bi se govorili tudi o tem, da bo ogromno enega denarja šlo v dobrodelne namene, pa pol se o tem več ni govoril. Kdo je v bistvu sploh stoji za vsem tem? Kdo je želel sploh pobasati vas denar, če je ga hotel? Ker ste vsi na škrge dihali, ne vem, mislim, kdo se sploh spušča v organizacijo tazga eventa, zato da naredi to za vse nas, ker ste pač dobre duše in želite entertainment narediti za nas, pač to lahko prodajamo mulcem od 8, 9 let, 10-letnik, pač tega ne bo več verjel, ne. Tako da ja, a je res bil pohlep v igri ali kaj drugega? Res, jaz mislim, da sem tudi jaz dobil ogromno PVT-jev, da ljudi dejansko zanima, kaj je razlog. In ja, zanima jih, kaj je dejansko razlog. Mene pa tudi. Res, meni je škoda. Prvi event je bil že na takem nivoju in res dobro speljan, da bi bilo škoda, da se drug ne bi spelil. In glede na to, da so določeni rekli, da ne rabijo niti evra od tega eventa in da pač ne gleda na nobeno korist, kako je sploh možen, da ste prišli v take škripce? Kje je zagustilo? Res, jaz imam toliko enih vprašanj in podvprašanj. Jaz sem hotel sedeti v prvi vrsti, navijati za brate Čeglaj, ne za tega Anžeta, pač jebi ga Anže, nisi mi zanimiv, ampak res sem hotel navijati, zameziti tam lepo eno govedino, malo suho, pa malo kozjega sira. Ful bi bilo zabavno. Celo pripravljen sem bil biti sponzor Harisu Bešireviću, ker fant res trenira že ne vem koliko let, preden je zagnan. In nekdo vlaga ure in dneve in mesece in leta za to, da ustvari nekaj iz sebe in iz tega športa in pa se vse skupaj tako razpade. Škoda je, no. Jaz sem povem, da je škoda. Jaz mislim, da ste vi ugledna firma, da si lahko privoščite tudi mogoče kakšen manjši minus, zato da si na nek način naredite reklamo in da se tak dogodek spele. In je res škoda, da taka slaba luč pa pade na same organizatorje in pač kogarkoli je že to imel čez. Tako da ja, upam, da boste kdaj v prihodnosti speljali tak dogodek, tako kot se zagre.